Ja, moram priznati, da ko sem se sprehajala tukaj po različnih dvoranah, sem opazovala različne plese in moram priznati, da so mi zelo različni plesi všeč. Tudi ta, ki se tukaj odvija, sicer pa bi rekla tako kot moja gostiteljica in sogovornica Anita, da je vsakmu plesu nekaj čarobnega. Je tako, Anita? Vsak ples ima svoj čar. Seveda, da ima. Jaz tudi rečem, da življenje je ples, da pravzaprav pa sami izbiramo, po katerem stilu bomo plesali. Res je. Zdaj tukaj smo v rock'n'rollu, to je kar kardio vadba, je tako? Ja, je kar atraktiven, temperamenten, tudi srčni utrip naraste, tako da je en tak hitrejših plesov, ja. Kaj pa je ples? A je ples, kaj bi rekli? Umetnost, užitek, šport? Vse to, kar ste rekla, v bistvu je ples že od prvega utripa srce daje ritem, tako da ples je za nas, ko smo v plesu, je ples življenje in tisti, ki ne pleše, po moje, kar marsikaj zamuja, kajti ples je tudi zabava, sprostitev in tako kot rečemo, vsak človek bi se moral gibati, ples je odličen, rečem lahko zdravnik ali pa zdravilo in jaz vedno poudarjam, da če bi ga zdravniki predpisali na recept, bi bili ljudje veliko bolj zdravi, srečni, zadovoljni, ker tudi ples v paru, če plešeš s svojim partnerjem, se izloča hormon serotonin sreče, zato je res ples ena taka super poslastica, športna. Super. Torej, ples je dober, tako fizično, pa tudi psihično, kot ste že omenili, sem slišala, je tudi zelo dober za možgane. Ja, res je. Recimo že samo vrtenje je zelo dobro, ker pač pospešuje razvoj možganskih sinaps. Pa še to bi rekla, otroci na treningu se naučijo veliko različnih kombinacij in pravzaprav trenirajo možgane na hitro pomnenje, kar pomeni, da je ples zelo dober za spomin. Vi ste tudi trenirali rock'n'roll, kako se recimo ta ples spremenil skozi čas? V bistvu rock'n'roll, osnovni korak in liki in so ostali enaki, je pa res, da se majčkeno spremenil tekmovalni sistem, drugače pa akrobacije so šle tudi iz zgodovine napredek naprej, ampak tudi tiste, ki smo jih mi plesali, še vedno obstajajo. Super, grem vprašati, če te plesalce. Živjo, kako sta? Kako vam je ime? Gašper. Jaz sem Tara. Kar zadihana po tem rock'n'rollu. Povejte, zakaj ste se odločila glih za rock'n'roll? Pa zato, ker ko sem majhen, sem videl te velike plesalce, ko so punce metali v zrak in sem kar avtomatsko odločil, da bom to plesal. Akrobatski rock'n'roll je tvoj cilj. Pa že vržeš tvojo soplesalko tudi kaj v zrak? Zaenkrat še ne. Ste še premladali, kako to poteka? V bistvu do določene starosti ne smeš še prosto letečih akrobacij delati. Koliko sta pa stara? Jaz sem 13. 14. A boste pokazali en recimo tak osnovni korak rock'n'rolla? Kar pokažite. To moraš kar visoko noge dvigovati, ampak ne previsoko. V bistvu ta spodnja meja je 90 stopinj. Pa kje ste že vse posod nastopala? Povejte. Zadnje čase hodimo tudi na mednarodne tekme, svetovne pokale. Se pravi, kar dosti trenirate? Definitivno, 5krat na teden. Po koliko časa? 1 uro do 2 ure. Pridna. Kar še naprej trenirate, grem še tukaj 2 plesalca. Pozdrav, Živjo, kako pa vama ime? Lionel. Neli. Koliko časa pa že vidva skupaj plešete? Skupaj 5 let. A že 5 let? Ja. A ste se že prej spoznala, a ste se tukaj v plesni šoli? Ne, tle sva se spoznala. In kako se razumeta? V redu, tako. Prijateljsko. Ste prijatelja. Povejte mi, kaj pa je vama pri rock'n'rollu najbolj všeč oziroma zakaj ste se odločila za rock'n'roll? V bistvu jaz sem plesal najprej pri pop, pa je pa prišli trenerji, pa so rekli, da če bi prišel rock'n'roll, pa so rekel, da ja. V bistvu mi je nasplošno ful všeč plesati, pa tudi na tekme rad hodim, tako da. Zakaj pa ti rock'n'roll, si gledala kak film ali kaj podobnega? Jaz sem pa prišla v bistvu, sem gledala film Briljantina in sem se zaradi tega odločila, da sem sploh sem. Ta odgovor sem čakala. Najlepša hvala, ker lepo trenirate še naprej, da ne bom plesalke in plesalce motila. Jaz pa se podajam še v eno sobo, na vrsti je hip-hop, do takrat pa čau, čau.